začetku septembra smo si po celonočni vožnji proti Franciji nekje ob avtocesti pred Stuttgartom prvič zares raztegnili krak. Potem pa s frišnim šoferjem pogumno naprej. Ja. Čak se ne vem pridem, baba žive. Ne, bomo pa vozi vezani hočijo. Pasti interior. No, vezati bolj, ne? Pravi turizem se je začel v Strasburu, najprej seveda pred slovito gotsko katedralo, ki so jo začeli graditi v 13. stoletju, njen 142 metrov visok zvonik, ki so ga dokončali dobrih 160 let pozneje, pa je bil vse do 19. stoletja najvišji v krščanskem svetu. Posebno doživetje je Batorama, plovba z rečnim avtobusom okrog starega mestnega jedra ter do mogočnih palač Evropskega sveta in parlamenta po rokavih reke Il, ki se na vzhodni strani mesta izliva v mejni veletok Ren. Če bi hitri ogled zgodovinske prestolnice podaljšali vsaj za 2 uri, bi bilo komaj dovolj. Na naslednjem postanku, zdaj že v Franciji, smo se posvetili Lojzetovemu kofetu. Lojze kuha kafe, pa je dišalo, najzgodnejši kuha kafe, pa je dišalo, kot je.
kako je dišalo. Pece, pece. Slovenski izseljenci, največje Dolencev in Posavcev, so v Merlebahu dolga desetletja kopali črni premog, pred nekaj leti pa so rudnik zaprli, saj ni več zmogel tekme z mnogo cenejšimi afriškimi premogovniki. Slovenci, ki so si tam ustvarili družine in domove in se že prej združevali v različnih društvih, so poslej še bolj veseli rojakov iz domovine, povezujejo pa jih tudi Društvo prijateljev Slovenske katoliške misije, ki so ga pred 25 leti ustanovili prav v tem kraju. Marjan, mi gremo kar noter. Uspehe in sem prepričana, da boste odnesli od nas isto. Po besrčni dobrodošlici predsednice društva in odličnem vinu smo hitro postali domači. Pravo presenečenje pa smo doživeli pri mešanem slovensko-francoskem pevskem zboru, ki ga vodi Francoz. Naša pesem naj zaoli, vam prisrčen vesel pozdrav. Naša pesem naj zaoli, vam prisrčen vesel pozdrav. V veliki dvorani krajevnih društev smo popoldne odplesali in odpeli prvi del našega gostovanja v Merlebahu.
V nedeljo smo peli in tamburali pri maši v kapeli, ki jo je z bogatim mozaikom polepšal župnik Jože Kamin, doma z Zaplaza pri Čatežu nad Trebnjem. Gospod Kamin vodi, razen misije v Merlebachu, v Franciji tudi vso slovensko katoliško srenjo, ki šteje okrog 16.000 duš. Ljubi svojega bližnjega kako samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadene hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. To je Božja beseda. Bogu hvala. Pred kosilom smo v St. Avoldu obiskali največje evropsko pokopališče padlih ameriških vojakov v drugi svetovni vojni. Veličastno spominsko poslopje in nepregledno morje brezhibno postrojenih preprostih belih križev sta samo dve nemi priči strahovite morije, tudi mnogo tistih, ki so prišli čez lužo reševati Evropo pred nacistično pošastjo. Glavna družabna prireditev se je odvila v nedeljo popoldne, kjer smo s plesom, muziko in pesmijo spet držali po konci vso pisano slovensko druščino in mnoge njihove francoske prijatelje. Spomin in naj ga nesejo s seboj v Slovenijo. Pred koncem smo z gostitelji izmenjali darila. Domov smo odnesli bronasto skulpturo rudarja, spomin na težke in lepe dni rudarjenja v Loreni, V imenu vseh nas bi se zahvalila za te prijetne trenutke, ki smo jih preživeli z mlavi. Veseli smo, da ste nas povabili ravno na vašo 25. obletnico in se vas zahvaljujemo za vse lepo, kar smo tu doživeli. Čez 25 let se zopet tukaj vidimo, ob vaši 50. obletnici. Domačinom pa smo prinesli pozdrave iz domovine Zmajolko. Slovenci se brez pesmi ne znamo posloviti in v Merlebachu ni bilo nič drugače.